Manca, za nami je ena čudovita oddaja. Povej mi, kaj je sporočilo te oddaje? Sporočilo te oddaje je to, da, dragi gledalci, želiva vam predati občutek, kako vas lahko dogodivščine, naj si bo to v naravi ali pa kje drugje, začnejo res spreminjati na bolje. Da občutite sebe, da se začutite, kako vam narava pomaga, ali skozi jezera, ali skozi slapove, ali kako drugače, da vam je ljubo. Tako da res vzemite si čas in pojdite v naravo se spreminjati in doživeti. Pozdravljeni. Moje ime je Manca Korelc in sem ustvarjalka projekta Moje jezera, v katerem obiskujem vsa jezera Slovenije in slapove, pogosto grem pa tudi izven meja. Danes bom skupaj s kolegico Tino Vesno predstavila novo oddajo na Ljubljana TV z naslovom Moja dogodivščina. Tako da bomo govorili o tem, zakaj potrebujemo dogodivščine, kakšne so to lahko. Tako da, Tina Vesna, hvala, da boš z mano skupaj danes otvorila novo oddajo, v kateri bomo raziskovali naravo, seveda vodo, šport, gibanje in podobno. In dogodivščine. In dogodivščine takšne in drugačne, tako je. Ja, hvala, Manca, jaz sem tako vesela, da sem lahko del tega, da lahko skupaj narediva en uvod v to, kaj v bistvu dogodivščina je in zakaj je dobra dogodivščina v življenju tudi. Tako, zakaj jih potrebujemo? Ker da navdih, nas umiri, navdihne, motivira za kaj novega, tako da res. Tako, točno to. Povej mi, kaj je tebi najljubša dogodivščina? Meni najljubša dogodivščina je verjetno samo raziskovanje življenja, sebe in narave. Torej, narava je itak mi blizu, ker se mi zdi, da v tem svetu, kakršnega trenutno imamo oziroma v kakršnem smo, je konstantno neko hitenje. Se pravi, iz ene točke v drugo točko jest, hitro, vse se dogaja v eni hitrosti. Se mi zdi, da ko pa pridemo v naravo, se pa ustavi. Tam pa kar stoji, ampak reka teče, ampak ona je mirna, nikamor se njej ne mudi, gre svojo pot in se mi zdi, da je to ena taka tako lepa dogodivščina, da že samo, da ti prideš na nek prostor, si vzameš trenutek, je meni dogodivščina. Recimo že tudi sam zjutraj, ko vstanem, ko je nov dan, rečem, joj, kakšna bo pa danes dogodivščina. Zato se mi zdi, da je tudi ta oddaja res tako en čudovit koncept, kjer lahko daš ljudem neko priložnost, da si vzamejo čas, da grejo na eno dogodivščino, da mogoče grejo ven iz ene vsakdanje rutine. In se mi zdi, da je lahko vsak mali trenutek v življenju konec koncev dogodivščina, če ga znamo tako videti, ne? Ja, res je, dobro si tako rekla. Pogosto imamo občutek, da ko govorimo o dogodivščinah, doživetjih, da mora to biti nekaj ekstravagantnega, da se moramo odpraviti daleč od doma. Tako da v resnici, ko si omenila reke, da tečejo in da so mirne in da vedno najdejo pot tudi čez vse skale, vse ovire. Jezera na drugi strani, ki so meni najljubša, so pa mirna, stojijo, ne glede na vreme. Zato so tudi meni v resnici tako najljubša, ker sem tudi nekako po osebnosti rada hitim in tako, in so me zelo, zelo umirila. Tako, v bistvu tukaj sem te tudi hotela vprašati, kje je ta navdih, pa verjetno je to, ne? Kjer da lahko iz nekega hitenja gremo v neko umirjenost, v neko ponižnost tudi konec koncev. Ampak me bolj res zanima po tvojih besedah, torej od kje Moja jezera? Začelo se je v letu 2016, ko sem kupila trekking kolo, kar se ne zdi nič posebnega dogodivščina, ampak sem v tisti sezoni zelo veliko kolesarila. Motivacija je bila čim več kilometrov v enem dnevu in na koncu sezone, ko sem nekako prišla čez vse te svoje cilje, sem si zaželela, da tem kilometrom dam nek cilj. Nek dom, bom tako rekla. In je kar vzniknila ideja, kaj pa če bi jaz jezera Slovenije raziskovala. In ko sem brskala po spletu, koliko jih je, sem dobila številko med 900 in 1300 in sem najprej, to je pa zelo veliko. Potem sem pa, katera bi, katere ne bi. In potem sem se odločila, kaj pa, če bi kar vsa. Saj to ni tako veliko, celo življenje imam, da jih vse najdem.
Tako da in leta 2017 marca sem lansirala spletno stran Moja jezera in tako se je začelo in je res, poslovno se ukvarjam, sem v digitalnem marketingu, tako da se veš, ekran, splet, ves čas tako. In potem, ko pride vikend, če je lepo vreme, pobegnem v naravo, k jezerom, čedalje pogosteje tudi slapovom. Tako da je, ja, to odkrivam, tako kot si tudi sama podobno rekla, odkrivam sebe, odkrivam nove kotičke Slovenije, gibanje vključujem, fotografijo vključujem. Malo kasneje si bova tudi nekaj takšnih res lepih fotografij tudi pogledali, malo pokomentirali konkretne dogodivščine. Tako da res, ja, in tudi ko berem o tem, kako v resnici narava pozitivno vpliva na človeka, na počutje, je tako res neverjetno. Bolj raziskujemo o tem, bolj ugotavljam, kako bolj naravno je biti takole ob takem slapu, ko ga vidimo v ozadju. To bi rada malo več poveš, odkje v bistvu ta slika in zakaj, mislim, mi je kar po sliki jasno, zakaj so ti tudi slapovi blizu, oziroma zakaj so ti tako zanimivi, rečva, ampak me prav zanima ta dotična slika. Ta slika zadaj, ja, ta slap, to je pa res ena izmed zadnjih mojih dogodivščin. Zgodila se je, zdaj vidimo režijo, da je v resnici premaknila drugo, to je pa slap pod umivalnikom, to je v Sloveniji in to je en izmed ljubših doživetij pri slapovih pri nas, ker je dostop je zelo kratek, mogoče 10 minut peš, ampak greš tako malo po, to je v okolici Kamniške Bistrice, tam nekje. Kako se imenuje? Pod umivalnikom. Pod umivalnikom, ne? Ja, povsem neznan slap in je, najdete ga na zemljevidih, tako da je to res eno izmed ključnih mojih sporočil, je tudi bodite radovedni, pojdite pogledat na zemljevid in poiščite, ker so označene mnoge stvari. Tako da, ko sem prišla do potoka, sem ugotovila, da je lokacija malo naprej. In sem morala sezuce in čez potok, zelo nizko. Ja, ampak to meni da tako otroško radost. Tako, točno to. Se sezuješ, greš čez in potem še malo poplezaš po skali in potem se kar naenkrat odpre ta slap. Jaz sem kričala dobesedno, dobro, da nikjer tam ni nobenega zraven, kričala od veselja, kako lepo je to, kako se ti odpre tako skrito pred množico, ker res ni tako znan in je tako res, to je bilo enkrat dopoldne, čez vikend in je bilo tako miren slap. Potem sem šla pa še popoldne čez nekaj ur, pa ni vmes deževalo, ampak enostavno narava je bila tam povsem drugačna. Bolj bučalo in sem se tako malo umaknila. In je zelo zanimivo, razmišljajte, ko greste zraven, sploh slap, ker je še zvok zraven. Pojdite zraven in začutite v telesu, kako se odzovete. In to mi je zelo zanimivo razmišljati. Tako da to je ena izmed mojih najljubših dogodivščin, ker je bilo nekaj novega, prvič sem bila tam in se ti odkrije kot nek čudež narave. Se v bistvu narava ti res z vsakim raziskovanjem, v katerega greš, ti pokaže spet en del sebe, ti pokaže, kot si tudi sama rekla, kako pozitivno vpliva na nas. Ker če pogledava pred vso tehnologijo, to, kar imamo zdaj, je bila prej samo narava. In vsi ljudje so delovali z naravo in tudi so vedeli, kakšno moč ima narava. Zdaj pa tudi včasih rabimo prav prebrati, da recimo objemanje dreves zdravi, včasih si to delo naravno. Jaz recimo še res, preden sem začela brati, ker sem tudi brala v tem pol na koncu, sem avtomatsko, ko sem zagledala eno čudovito, lahko veliko ali majhno drevo, meni je bilo popolnoma vseeno, kdo je zraven, jaz sem šla do njega, ga objela, sem mu zahvalila, ker sem res začutila to ljubezen, ker itak narava je brezpogojna ljubezen. Ona ne pričakuje od nas nič. Ampak, ko pa gremo preveč posegati v njo, ko smo grobi do nje, pa tudi sama pokaže, da ni tako zelo, kako bi rekli, šibka.
ampak Tako. zelo močna. V bistvu nobena tehnologija konec koncev ne more proti njej. In se mi zdi, da če damo to na stran, da samo si vzamemo za trenutek čas, recimo gremo raziskovati tudi slapove, katere ne poznamo, ker je razlika, lahko greš ti tudi v naravo, recimo Vintgar kakšen, Joj, ampak je tam ogromno ljudi, res je. na drugi strani mogoče greš pod umivalnik, kjer pa ni nikogar. Ja. In lahko spet, kot si tudi sama omenila, začutiš drug del narave in drug del sebe. Ja. Končno imaš čas, da si v tišini, da si v miru in še sam. Vse to pa se mi zdi, da vsak človek, ki si res vzame čas, lahko tudi vodo začuti. Ja, res je. Kako ona šumi, odnaša vse, pa si samo predstavljaš za začetek. Če ne moreš začutiti, lahko si sam predstavljaš, kako ona odnaša vse misli stran, vse, kar ti ne služi, ne jo odplakne in prosijo. Prosim, vodica, odplakni vse to, kar ne rabim. In se mi zdi, da si tudi sigurno že sama videla, da deluje, da pač enostavno pač je narava za tebe tam. A ne? Sigurno. Zato pa. Tako, hvala za to, res si lepo povedala. Sedaj si bomo vzeli nekaj trenutkov za predah, potem se pa s Tino Vesno vrneva, pa še kaj poveva o kakšnih dogodivščinah. Tako. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja dogodivščina, v kateri uvodoma s Tino Vesno razglabljava o različnih dogodivščinah, kaj so to, kaj za posameznike pomeni, kaj je dogodivščina. Navezala bi se še naprej, ko si razlagala o vodi, a ne? Ne smemo pozabiti, da smo tudi mi do 75% vode. Tako, tako. Tako da v resnici, ko gremo zraven jezera, morja, rek, slapov, a ne, je to neka komunikacija med našo vodo v telesu in vodnim bitjem, se lahko izrazim. Tako, tam, ja. V bistvu, če bi šle verjetno v to samo filozofijo, Ja. sicer realno, ampak samo filozofijo tega, bi verjetno prišli kar globoko, verjetno bi ljudje že kar tekli proti vodi. Ne? Ja, Samo da ja. dobijo malo tega občutka Ja, umirjenosti. tako. Zato pa se ja. mi zdi, da je ta oddaja, še enkrat bom ponovila, fantastična, ker lahko daš ljudem, da se malo v življenju umirijo, ker verjamem, da ne bomo govorili o procentih, ampak velika večina ljudi danes hiti in nimajo časa sploh, da se umirijo. In tudi recimo za vikende, ko imajo čas, ko grejo zdaj oni na dogodivščino, grejo vedno na ene in iste kraje, kjer je ponovadi tudi zelo veliko ljudi. Zato se mi zdi, da je dobro, da res mogoče za trenutek si vzameva čas pa predstaviva samo oddajo Moja dogodivščina. Torej, kaj boš predstavila, kaj boš raziskovala, kakšne dogodivščine bodo lahko raziskovalci in gledalci imeli s teboj. Ja, navdih so seveda moja jezera in skozi raziskovanje vseh jezer po Sloveniji sem začela občutiti, kako me spreminjajo, kako me narava spreminja. Tako da bomo skozi oddajo in goste, seveda vsakokrat bom povabila nekoga, ki ima morda kako osebno zgodbo z naravo, ki želi predstaviti kakšno destinacijo. Tako da bomo šli včasih malo bolj v turistične kraje, predstavljali različne možnosti, kaj vse lahko spoznajo. In res, tako kot si omenila, meni je res v interesu, da pokažemo gledalcem, kaj vse lahko gremo. Slovenija je majhna, ampak verjemite mi, raziskujem jo že skoraj 10 let, ne zmanjka in ne zmanjka lokacij, ne zmanjka dogodivščin, tako da bomo skozi goste predstavili različne kraje Slovenije, med drugim tudi moje Kočevje, moje domač kraj. Tako da morda tudi kakšno mesto, raziskovali bomo različne res kotičke Slovenije, ki so morda malo manj znani, pa tudi seveda našo Gorenjsko, ki je tako polna, pa morda tudi obalo. Tako da bomo šli tudi v hribe, kakšen hribovski izlet, tako da pa ponovno ne samo na tiste znane lokacije, ampak res zelo bom spodbujala z gosti to radovednost. To radovednost in pa tudi igrivost, ko si rekla, ja, dogodivščina je zato, da se morda umirimo,
če to potrebujemo, morda pa tudi, da se malo se znorimo. Tako, Ne? točno to. Tako, Tako, ja. da v bistvu vse sprostimo. Ne? Na koncu je to. osnova, ja. Kot si tudi sama rekla, da si videla, kako te je spremenila Ja, sama narava. res. Se mi zdi, da v bistvu ti je samo pokazala spet pot k sebi. Res je. Res je. Torej, sploh ne, Ja. da te spremeni, ampak te spomni tako. Mislim, da rabiš nazaj, Ja, nazaj ja. k sebi, kje je tista igrivost, radost, Ja. veselje, tista neka brezbrižnost v smislu, da ni pomembno, koliko je ura, kdaj moram nazaj, kdaj moram vse narediti, ampak da samo si. In mogoče mečeš kamne notri v vodo, mogoče samo Ja. sediš, plezaš gor po drevesu. Ja. In to je ta dogodivščina. Ne? Tako kot smo včasih. a ne? Tako, točno Se to. spomnim, ko sem bila jaz otrok, smo v hiši živeli in smo ves čas plezali po sosedovih drevesih. Tako, a ne. tako. Marsikomu je danes to Tako. morda nepojmljivo. Ja, Ne? Ampak ja. ja, omenila si metanje kamenčkov. a ne. Veliko se govori o čuječnosti, o Tako, meditaciji. tako. To se za koga morda sliši, aha, zdaj se moraš pa ustaviti, pa v tišini, pa umiriti misli, ker to je težko. Ja, Ampak seveda. čuječnost, meditacija je lahko tudi, če gremo v naravo, Tako. mečemo kamenčke Tako, v jezero. tako. In to Ni treba- samodejno nas bo to umirilo. Tako. Veliko težje je Sedeti, mižati, tako, sedeti tako. in nič razmišljati. Tako. a ne. In se fokusirati, v bistvu razmišljati o nerazmišljanju. Ja. Namesto, da najtežje. biti Ja. prisoten, recimo z metanjem kamenčkov. Ja. In rečeš, aha, poglej, kakšne oblike kamenček je pa ta, kaj če ga vržem tako, pa da se odbije, recimo, ne? Žabce. Pa je tako Žabce smo žabce. včasih tako, metali, se točno spomniš? to. Ja, Na morju. seveda, Ja. seveda. Ploščat kamenček, Tako. Ekola, prva ideja za vašo dogodivščino naslednjič, ko greste na Tako, morje. tako. V poletje smo, a ne? Tako. Poiščite na obali ploščat kamenček, Tako. naučite še to otroke. To je ta neka čuječnost. Tako se v bistvu na Ja. koncu otroci nas to učijo. Ker mi, ko gledamo njih, rečemo, o, poglej, to igrivost, Ja. radoživost, ker smo skozi leta normalno. Ja. V takem času, kjer živimo, je normalno, da pozabiš vse to, saj pridejo vse možne odgovornosti. Treba je biti odgovoren, točen, zanesljiv, seveda je treba tudi služiti, ne, da lahko to vse vzdržujemo, ampak je pa super, da naredimo neko ravnovesje, ker sama veš, da ena ta Res je. pot ne pelje nikamor najboljše, že po enih, ne vem, uspehih, pa tudi veliko novih prijateljev lahko dobiš. Se najdeš v tem notri, ampak vedno ti na koncu manjka ta del, kjer se malo čas ustavi. Ja, res je. Zato Ja. je pa super, da spodbudimo goste, da vsaj enkrat na dan, če le lahko, si vzamejo trenutek za dogodivščino. Ja. Pa naj bo to sprehod s psom, mogoče z otroki, iti v park, se z njimi tam malo zaigrati, iti do reke, iti v gozd, kamorkoli, recimo. Kaj bi še lahko bila dogodivščina? Predvsem naj omenim brez telefona. a ne. Tako, Lahko naredite tako. fotografijo, pa brez telefona. Tako. Potem, a ne, da se to občuti. Moja ljuba dogodivščina pri jezerih, da grem do kolen v vodo. Tako. Običajno ne grem, a ne, Cela? cela notri, ampak ali pa slab. To lahko naredite vse posod. Sezujte se, okay? Evo še en namig za dogodivščino. Sezujte se, pojdite noter, tudi če je voda zelo, zelo mrzla, do kolen je vsak Ja, lahko, potem je seveda. više, teže, a ne? Tako. Ampak ja, to Tako. je ena izmed takih stvari. Ja. Pa prej si omenjala tudi objemanje dreves. Zakaj pa ne? Meni je to ljubo, sploh tista, ki so z mahom Tako. lepo oblečena, a ne? Tako, Take tako. stvari. Pa tudi med tednom, mogoče si ne morete vzeti več ur na kupu časa, ampak bodite pozorni, ko stopite ven iz hiše ali pa iz stanovanja, poglejte v nebo. A ne, da pogledamo v nebo, jaz sem to zelo rada, da vidim, kakšni so oblaki tisti dan. a Tako. ne. Da vidiš, kakšno je, tako, lahko je samo cvetlica. Tako, pa ta neskončnost, To, ta svoboda, to. pogledaš v nebo, ne konča se. Ja, A ne? Da je tudi mogoče ta radost v tebi noter, da se ne konča. Tako. Da lahko greš, pa da pogledaš gor, pa vidiš zraven že malo drevesa, kakšen ptiček leti. Torej ti že takoj da neko čuječnost. tako. Pa ne rabiš nikoli sedeti v enem prostoru 45 Ne, minut in meditirati. res je. A ne? Ampak je to meditacija.
to bo kar naravno. A ne? Tako. Ena izmed ljubih stvari pri slapovih, vedno, če le ni preveč močno, potem se raje umaknem. Imam občutek, kot da mi voda želi povedati, makni se, ne želim tako, da prideš blizu k meni in spoštujem. Tako. Če pa ni, grem pa spet se sezujem in rada po skalah plezem. Bodite seveda pozorni, če drsi, Ja. da se mogoče z rokami opremo. Ampak ja, to res vam bo samodejno, boste padli kar v neko tako čuječo stanje ali pa Tako. razpoloženje. In Tako. ponovno ni treba veliko, lahko že cvetlica, ki jo imate doma. Vedno smo govorili, če se spomnite, ja, da se je treba z rožami pogovarjati. A ne? Ja. Ampak v resnici spet, če vzamemo rožo, ki jo imamo doma Ja. v loncu, Ja. da je isto bitje, kot mi, Tako. enako, podobno je narejena Tako, iz zelo tako. veliko vode. Tako. a ne, In jaz- tudi zavest ima. Tako. Sej tudi si verjetno opazila, jaz se zelo rada pogovarjam s svojimi rožami. Res, to so tako čudovite poslušalke in tudi, zdaj so delali tudi raziskave, recimo v šoli so imeli 2 roži, v eno rožo si govoril lepe besede, si jo podpiral, si jo spodbujal, na drugi strani si jo krekel, si ji govoril, da ni vredna, da je grda in obe enaki roži. Ena je zacvetela v roku parih dni, druga je ovenela. S tem so sicer želeli pokazati otrokom, kaj pomenijo naše besede. Ja. Torej, če se hvalimo, ali pa druge, mogoče, če jih pohvalimo, ampak zdaj, če so pri rožah, torej rože slišijo, rože se odzivajo, rože delujejo. Zato pa, kot si rekla, če nimaš časa, če ne drugega, pogovori se doma s svojo orhidejo, svojo rožico tam, ki stoji in te čaka cel dan, da jo malo zaliješ, da jo pozdraviš, ali pa samo se sezuješ in greš na travnik. Evo, tudi to. To je tudi, se mi zdi, ena zelo lepa meditacija. Sigurno. Da samo bos hodiš. Jaz vedno, ko grem recimo z očetom na Veliko planino, tisto pot, tiste prve 2 urci od vznožja gor hodiš, se matraš, potem pa prideš zgoraj do travnika. Takoj isti trenutek, zima ali pomlad, nima veze, poletje, jaz se vedno sezujem in hodim bosa. In je fenomenalen To je občutek. neka prizemljenost, Tako. ki nas tudi lahko zelo umiri, Tako. ali pa nas iz nas otroka Tako, potegne tako, ven. Tako da tako. oddajo smo predstavili, zdaj pa še ponovno odhajava na kratek odmor. V zadnjem delu pa bova si pogledali nekaj fotografij, da pokaževa nekaj res čudovitih dogodivščin. Tako da kmalu se vrneva. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. V zadnjem delu bova pa s Tino Vesno pregledali nekaj čudovitih fotografij mojih dogodivščin in vas na koncu seveda tudi pozvali, da nam poveste, kakšno dogodivščino bi želeli pa vi slišati, kakšnega gosta naj povabimo. Najprej pa seveda bova pokomentirali te fotografije. Tako. To je to v bistvu, lahko začneva mogoče z že samo največjo fotografijo, ki jo imava danes. Kje si bila? Kje je Na to? Japonskem. Ne, saj Daleč, dreveščka daleč. izgledajo. Ja. Taka japonska, daleč. To je ena res posebna dogodivščina, ki mi bo zelo ostala v spominu. Namreč mesec nazaj sem bila na Japonskem, 12 dni in smo bili vse od Tokija pa dol do Osake in Kanazave, kjer je tudi ta vrt. In po nekaj dneh milijonskega Tokija, kjer je zanimivo, ni neke gneče, je zelo prijetno mesto, ampak potem smo šli obiskati ta Kenrokuen Garden, se imenuje ta vrt, ki velja za enega izmed 3 najlepših vrtov na Japonskem. In ko smo obiskali ta vrt, ko sem vstopila noter, sem začutila v telesu kar tako nek val umirjenosti. Res, to me je narava tako naučila. Morda smo bili slabo uro notri, ampak po mestu, po nebotičnikih, po vlakih, hitrih vlakih, temu hitenju, tej energiji, ki mesto ima, smo šli noter in smo se sprehajali, seveda so tudi jezera notri, tudi tukaj zraven pri tem Slapu je jezero, tako da je res ena taka drugi pol
Tokio, drugi pol Tako. mesta, kakor smo že govorili v oddaji, a ne. Torej, to je res spodbuda našim gledalcem, da zavestno gredo v naravo, da poskušajo, vse tega to se natreniraš, to se naučiš. A ne? Jaz se spomnim sebe, ko sem začela s projektom, jaz sem samo šibala. Na kolesu sem samo šibala čim več jezer v enem dnevu, čim več jezer. Potem sem pa s časom začela spuščati to hitenje, a ne? Ker sem želela zaznati naravo, zaznati sebe. Tako da ja, ta vrt, če boste šli na Japonsko, res svetujem obisk tega, ker je res lepo, ta slap je tako mirno. Tam tudi veliko obiskovalcev, ampak imaš res občutek, kot da prideš na neko čisto drug svet. Tako v bistvu ti podari, da dobiš spet energijo za nov dan, ko greš ponovno raziskovati mesta. Stolpnice in ta vrvež, to hitenje. Tukaj ti pa da prostor, da v bistvu lahko včasih, no, mislim, saj meni so jezera, slapovi in narava veliko lepša kot neka kilometrska stavba, ki so jo zgradili. Seveda, bravo, da so jo lahko zgradili, ampak vedno bom rajši izbirala prostor, ki je popolnoma naraven. In v bistvu tudi, kot si rekla sama, naučiš se tega, da začneš zaznavati naravo, se mi zdi, da pa v resnici pa samo se odučiš vse to, kar si delal prej, torej vso to hitenje, ves ta fokus, katerega imaš v življenju, se v bistvu z naravo odučiš. Torej, da samo si najbolj možno naravno prisoten. In me zanima, Manca, res komaj čakam tvoje dogodivščine, da deliš jih z nami in tudi vem, da si pripravila nekaj slikovnega gradiva, da lahko še mogoče malo bolj nazorno, ker se mi zdi, da včasih ljudje tudi rabimo to. Torej neko vizualno sliko, vizualno predstavo, kaj vse nam ponuja Slovenija od narave. Ker res je, mislim, da je 70%, 60-70% je samo narave, torej gozda v Sloveniji. S tem pa tudi so skriti slapovi in jezera. In bi bila zelo vesela, če bi nam predstavila malo, kje si bila in kakšne so tvoje dogodivščine. Seveda, seveda. Zdaj bom pa režijo prosila, da nam poda prvo fotografijo. Evo tako. A ni to čudovita? Res, neskončna. Neskončnost jezera na Zvohu, na Krvavcu je to. Nekaj let nazaj že od tega, ker sem to bila. In ti povem, še vedno, še danes je to moja enih najljubših doživetij, ki mi je dala morda najbolj zamisliti, kaj vse je lahko jezero. Da ni to samo neka turistična točka, kamor prideš, pofotografiraš, objaviš na družbena omrežja in greš naprej. Ampak, ko sem prišla gor, se spomnim, je bilo to naslednja fotka, isti dan, ko sva prišla gor, je bilo oblačno, tako megleno, nič nisi videl. Potem se je pa skozi 4 ure sem bila gor. To je res tako dogodivščina, se čutilo, da sem potrebovala, to je bil res mejnik v mojem projektu, tako da je bil res kot nekakšen neskončni bazen z vodo je bilo tako. Sem imela pa srečo, da sem bila to en teden po regati, z mini jadrnicami, ki je potekla na jezeru, zato je bilo zelo veliko vode. Ampak ja, to je ena taka stvar, ki sem res razmišljala, kako različno je jezero, ko se spremeni vreme, ko je sonce, ko je megla, ko dežja ni bilo, ampak ko so oblaki, res neskončno obrazov je bilo takrat na tem jezeru. Tako da naslednjič, ko greste na Krvavec, pojte še to. Tam je zraven tudi energijski park, ob jezeru je res čudovito. Tako. Da še danes, vedno, ko me vpraša top 3 jezera, je to eno izmed teh. Tako da režijo prosim za naslednjo fotografijo, da pokomentiramo. V bistvu res nikoli ni dolg čas, tudi z jezeri, ne? Čeprav se ti zdi samo ena velika luža. Ja, ampak je pa... Ampak je tako polna. Ja, res, neverjetno. Evo, to je pa jezero Slatna. To je blizu okolice Nove Gorice. Spomnim se, ko sem šla po eni celodnevni delavnici, po cel del biznisa, sem šla potem to obiskati takrat prvič in je parkiraš in potem je na 10 minut gor spet peš po makadamu. In ko sem prišla zraven, je bila neka družba
ljudi tam in so imeli piknik. In je bilo zelo zanimivo. Male. Jaz sem tako prišla, poslovno oblečena z računalnikom v roki, oni tam piknik. In so me povabili zraven. Je bilo res taka zanimiva zgodba, kaj vse je, ne, voda dopusti, da se tam tudi zgodi. Sama sem šla potem malo okoli jezerčka, seveda pofotografirala, da lahko pokažem tudi drugim. Tako. Ampak ja, tudi to voda omogoča neko tako spontano druženje, pri njih sem ostala morda Tako, pol ure, tako. nekaj pojedla, nekaj spila, potem sem šla pa domov. Tako da tako res neverjetno. Ja, pa tako, tudi, prosti, kot si omenila, 10 minut si gor hodila. Torej, ne rabimo vedno ure in ure prehoditi, zato da pridemo do neke lokacije, ki je čudovita, naravna in ti tudi dovoli, da imaš nek spontan trenutek mogoče druženja. Tako, tako. Ni potrebe. Zelo veliko dogodivščin je zelo na dosegu roke. Tako da, režija, prosim, naslednjo fotko, mislim, da jih imamo še nekaj, tako da jih lahko malo pogledamo, da vas malo spodbudimo. No, to je pa moje Rudniško jezero v Kočevju. To je bilo res, mislim, da še ena fotografija, če bo. To sem jaz gor naredila, sem selfie nastavila, oziroma telefon sem nastavila in tekla potem po temu pomolu, da sem ustvarila fotko. To je res jezero, na katerem sem bila največkrat, seveda. To vedno, ko gremo v Kočevje, se tja vračam. Tako da je bilo res tako, vidite, kar roza barve, nebo, res lepo. In vedno znova mi nekaj da. Jaz imam to jezero kar za svojega, kot moj prijatelj, vedno grem tja, ali potrebujem malo se sprehoditi, ali potrebujem malo navdiha, pa se pogovoriti, ali potrebujem malo čuječnosti, pa samo zrem v vodo. Tako da ja. Tako, zato pa se tudi lahko vračamo nazaj. Ja. Vsakič znova. Tako je meni Kamniška Bistrica. Sem te ravno želela vprašati, je tebi najljubše? Tako. Pa v bistvu pri meni iskreno ni tako pomembno, da se vračam nekam nazaj, ampak sem bolj za nove. Torej, imam neke stalnice, kjer grem v isti gozd, rečemo, ali pa, ne vem, zelo rada imam reke. Zelo. Da res poudarim. In sem tudi v bistvu praktično ves čas, kamorkoli smo šli, ko smo se menili za kave, za, ne vem, neka kosila ali pa nekaj takega, ko so me spraševali, kam naj gremo. Jaz sem vedno samo rekla, samo nekam v vodo. To je vse, kar je meni bilo pomembno. Moram pa reči, da mogoče zaenkrat, da najbolj me je pa tako presunil ali pa presunila Soča. Enostavno take barve, taka mogočnost, taka milina je v njej, da mi je vedno znova, ko sem šla tja sem pa res večkrat šla, mi je vzela dih. To je en del in drugi del, kot tudi sama veš, same gore. Ko prideš gor na vrh, gledaš dol, sam gledaš širine, to vse mogočnost in ti spet da nek košček sebe, tebi. Torej, da si tudi ti vsemogočen, da si tudi ti magičen, da si tudi ti neskončen. In mogoče tudi zaradi tega večkrat grem v naravo, da me spomni, kdo sem, zakaj sem, da je vse v redu in da samo nadaljujem, tako kot ona, sama narava. Narava nadaljuje, se ne ustavlja. To mi je zelo lepo, ko si rekla, samo gre, ali pa samo si. Tako da, hvala ti, Vesna, da si bila danes moja gostja, jaz pa tebi na nek način, da sva otvorili povsem novo oddajo Moja dogodivščina, v kateri ste zdaj že videli, kaj lahko pričakujete. Govorili bomo o vodah, o naravi, različnih vrst voda, tako da tudi vas spodbujamo, dragi gledalci in gledalke. Res sledite nam in sporočite, o čem bi radi klepetali. Tudi mi se želimo kaj novega naučiti, novega spoznati. Tako da hvala, da ste z nami in seveda družite se z nami v oddaji Moja dogodivščina.